Ja, dobrodošli na državnem prvenstvu v dirkališčnem kolesarstvu. Drugi dan prvenstva, včeraj smo že dirkali cel dan, danes ponovno z dvema vrhuncama, vsaj po mojem okusu, finale šprinta, torej najboljših šprinterjev. Najboljši 4 se bodo pomerili, ki so bili na včerajšnjih kvalifikacijah najhitrejši na 200 metrov in pa potem veliki vrhunec današnjega dne ob 17:45 dirkamo na Madisonu. Torej, pred šprintom smo, šprintom parov. Pomerili se bodo prvi in drugi in tretji in četrti na 2 dobljena dvoboja, torej 2 do 3 vožnje. Pa pojmo najprej vprašati te velike fante, kaj jim sploh pomeni šprint? Taka moška disciplina, pekočina pa hitrost. Gracioznost, hitrost, science. Adrenalin, hitrost pa eksplozivnost. Hitrost, adrenalin, akcija. Napetost se stopnjuje, ker bomo kmalu že videli prve dvoboje najboljših 4 šprinterjev. Dajmo ponoviti, kakšna so pravila šprinta. Torej, včeraj so se vsi pomerili v kvalifikacijah, pravzaprav vožnji na čas na 200 metrov, danes pa se merijo prvi in drugi ter tretji in četrti za kolajne. Kako to izgleda? Dirka je dolga 3 kroge in začne se zelo počasi, taktično. Kolesarja skušata tekmeca prisiliti, da prvi odpre šprint in potem na koncu zlesti mimo njega. Tako da običajno krog in pol ali pa 2 kroga potekata počasi, potem pa vse skupaj eksplodira in fantje pomerijo mišice. 3 dvoboje torej, oziroma na 2 zmagi. Če sta po 2 dvobojih izenačena, je tretji odločilen. To je to, gremo zdaj na dirko. Marcel Gladek, državni prvak, včeraj v ekipni vožnji in zdaj še v šprintu, 2 zelo različni disciplini. Ja. Si pričakoval zdaj tudi v šprintu tole? Ja, načeloma sem si kot sam posameznik bolj želel zmage v šprintu. Pač kot ekipa seveda sem dal vse od sebe, da smo pač osvojili ta rekord po naslov državnega prvaka, ampak načeloma je bila prioriteta v šprintu. Kakšen nasprotnik je Edward? Zastrašljivo, ne? Ja, na prvi pogled bi se po moje kar vsak malo zbal, ampak sem vedel, ki so moje kvalitete, tako da sprav nič ne straši. Taktika je bila kakšna?
Je predvsem, da se ga dobi nepripravljenega. Še en vrhunec nas čaka ob zaključku programa Madison. Dirka na točke, kjer pa dirkajo fantje v parih, po 2. Eden je v dirki, drugi medtem počiva. Na vsakih 10 krogov je šprint za točke, izmenjavata se pa precej spektakularno z potegom za roko. Kolesar, ki počiva, se vozi po zgornjem delu steze, tisti, ki je v dirki po spodnjem, in ob menjavi se enostavno primeta za roke in hitrejši potegne počasnejšega naprej v dirko. Ja, sliši se preprosto, ampak ni. Kar nevarna zadeva. Dolga dirka bo, vsakih 10 krogov, torej šprint za točke, zadnjič šteje šprint dvojno. Pojmo zdaj vprašati fante, kaj si mislijo o Madisonu. Hitrost, menjave, dinamika. Konkurenca, hitrost pa atraktivnost. Hitrost, napetost, pa nevarnost. Zabaven, nisi sam, pa adrenalin. Hitrost, adrenalin, partnerstvo. Opažanje, občutek, intenzivnost. Ekipen duh, to hitrost, ki dobiš, ki te tvoj kolega vrže, pa pol, ko lahko počivaš vmes. Visoke hitrosti, timsko delo in pa veliko akcije. Hitrost, tehnika, adrenalin. Ekipni duh. Ja, ne vem, fajn je, ker se malo več dogaja, več možnosti, da padeš. Še ena, ne vem, ker je velodrom. Zato, ko ne rabiš cel krog gonta, ne? Lahko malo počiješ na vrh. Še 2. Hitrost, pa prljav igri. Ok, suverena zmaga danes. Kaj je bilo odločilno? Ja, v bistvu odločilno je bilo, mislim, da tisti napad Jacka in pa potem, ko se nama je uspelo ujeti skupino za en krog in si priboriti 20 točk, s tem so naredila največjo razliko, ki pa je na koncu pripomogla v bolj kontrolirani dirki, no. Pa ta napad je bil torej načrtovan, da se dosti hitro na dirki stvari porihta, potem pa malo bolj mirno nadaljuje. Ne, mislim, ni bilo tu sploh v planu, pač, mislim, nikoli v bistvu ni nekega full plana za to državno prvenstvo, pač greš go with the flow, bi rekel, ne. Zdaj se mi je tak moment, ko so se pač malo ustavili, imel sem hitrost, pa sem to izkoristil, tako da sem pa prenesel v napad. Pa se pa sem nadaljevala, pa pač ujela, pa sem še čakala do konca. Letos 3-dnevno državno prvenstvo, kar napredek glede na lani, bolj se dogaja. Ja, res je. Letos smo se odločili, da tekmovanje oziroma državno prvenstvo raztegnemo na 3 dni. Mislim, da je bila odločitev zelo dobra. Program je bil precej bolj natrpan prej.
Po drugi strani smo pa uspeli letos še vključiti dirko na svetovni rekord na 1 uro, ki ga je danes dopoldne dosegel Andrej Žavbi, tako da super, ja. Tudi sicer se letos precej več vlaga v pisto, fantje bojo veliko več dirkali za reprezentanco. Ja, v bistvu že zadnjih par let vsako leto stopnjujemo vlaganja v tekmovanje in treninge in tekmovanje na pisti. To daje rezultate, vidimo sploh pri mladincih, pa tudi pri, se pravi, mlajših in starejših mladincih, da so vedno bolj vešči dirkanja na pisti in da tudi dosegajo v mednarodnem merilu zelo dobre rezultate. Moram reči, da tudi državno prvenstvo kot organizacija je na vrhunskem nivoju in prepričan sem, da je bila to dobra odločitev. Ja, vidite, kako je tole strmo, ne? In tukaj se fantje peljajo, kakorkoli, jaz niti sedeti ne morem, tele strmine. Za nami je drugi dan državnega prvenstva in mislim, da je bilo res noro. Videli smo odlične dvoboje v šprintih, videli smo dirko na izločanje, videli smo zdaj na koncu še Madison, ki je bil res izvrsten. Zmagala sta Žak Eržen in Nejc Peterlin, brez dvoma, ko bom rekel, daleč najboljša ta hip v Sloveniji v Madisonu in predvidevam, da bosta še zelo uspešna v prihodnosti tudi na mednarodni sceni. Skratka, krasen dan v tem lepem objektu Olimpijskega centra Novo mesto, jutri pa še Omnium in še nekaj disciplin, ki bodo tudi zelo privlačne. Reprezentante čaka še vožnja na Evropskem prvenstvu v Belgiji, ki se začne že čez nekaj dni. Oni bodo potem še naprej nastopali na dirkališču, počasi se pa začenja tudi sezona cestnega dirkanja in prvič se vidimo na domačih tleh na veliki nagradi Slovenske Istre. Vabljeni v Izolo in na Griča nad njo.